23. decembra 1990, točno 30 let nazaj, je slovenska skupščina izvedla plebiscit, na katerem so Slovenci glasovali o samostojnosti Slovenije. 3 dni kasneje, 26. decembra, so razglasili izide glasovanja. Zakaj ta dan obeležujemo dan samostojnosti in enotnosti, smo nedvomno vsi slišali že neštetokrat. Plebiscit je imel 93,2% udeležbo. 1.289.369 oziroma 95% vseh udeležencev, kar je 88,5% vseh takratnih volilnih upravičencev, se je odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo. 95. 88,5. Za nas, ki smo se že rodili v samostojni Sloveniji, imata ti dve številki skoraj ta mitičen prizvok. Zlasti še, ker jih slišimo vsako leto na šolskih prireditvah, v lokalnih in na državnih proslavah. Nekaj presunljivo čarobnega je na ideji, da smo se Slovenci v kakšni stvari nekoč lahko strinjali. Zdaj se strinjamo le še o malo čem, vsak trmasto vztrajajoč na svoji poti. In da, lahko je očitati, lahko je kriviti ljudi, ker ubirajo lažne poti, namesto tiste, ki vodi do resnice. Veliko težje pa je priznati, kako zagonetna je pravzaprav ta pot. Kako se spušča in vzpenja in obrača, da utrudi nogo na trdih skalah. Kako se na vsakem ovinku razcepi na nešteto stran poti, ki vodijo do kdo ve kakšnih temnih brezen in prepadov. Kako vsake toliko preprosto izgine, da je moramo iskati med suhim listjem in praprotmi. Kako malo markacij ima in kako veliko kaži potov. Zanje pa nihče ni zares prepričan, kako jih brati. Da, težko je priznati, kako lahko se je na takšni poti izgubiti. Brezmejnost je prekletstvo in blagoslov. Zato dober pohodnik ne podcenjuje gore. Kadar že uro na poti ne vidi oznake, se obrne, četudi je že daleč od zadnjega razcepa. In naj si mu občutek še tako zatrjuje, da je ta pot, po kateri hodi, zagotovo prava. Obrne se in se vrne nazaj do križišča. Stopi na drugo pot, išče markacije in če sreča pohodnika, ga vpraša za nasvet. Včasih temu pohodniku sledi na drugo pot, spet drugič pa oni drugi pohodnik spozna, da je hodil po stran poti in se mu pridruži. Tretjič se oba razideta, nadaljujeta pot vsak po svoji poti. Pred 220 leti sta se rodila tudi dva velika Slovenca, misleca, pesnika in domoljuba. France Prešeren in Anton Martin Slomšek. Oba zavedna, pa vendar tako različna. Pripadala sta popolnoma različnim krogom in njun pogled na literaturo je bil nedvomno neskladen, a njun cilj je bil isti. In tega ne smemo pozabiti. To je naš brezmejni spomin, da čeprav ubiramo različne poti, nas večina hodi proti istemu cilju. Tega smo se zavedli Slovenci tistega dne pred 30 leti in tega se spominjamo danes tudi mi, ko prisluhnemo spominom in dogodkom, ko nas objameta skrivnostna moč kulture in umetnosti, ki sta nam stoletja varovali sanje o lastni državi in tlakovali pot do nje. Tudi z nocojšnjim spletnim koncertom vam želimo, če tudi daleč, a vendarle tako blizu, v spomin priklicati tiste najlepše dogodke leta, ki se izteka. Pa desetletja, ki se preveša v naslednje. 30 in stoletja zgodovinskih spominov na dogodke in ljudi, ki so hodili po različnih poteh, a z dobrimi cilji pred očmi. In nas pripeljali v svet, ki
ki bi moral biti brezmejno svetav in lep, če bi prav vsi hodili po pravi poti. Tisti težki, skriti poti, ki jih nihče ne pozna. Verjamemo, da so med temi spomini tudi naša praznična koncertna druženja v Narodnem domu, ki smo jo ob koncu koledarskih let posvečali velikim ljudem in dogodkom, ter slavnim potem z željo, da bomo nanje znali stopati tudi sami. S kolažem naših največjih in najbolj množičnih nastopov iz preteklih 4 let, z voščili mladih glasbenic in glasbenikov z GCC ter glasbeno poslanico naših mentoric in mentorjev, vam iskreno čestitamo ob bližnjem dnevu samostojnosti in enotnosti. Želimo mirne, lepe praznike ter srečno, zdravo, brezmejnih poti polno novo leto. Kaj je življenje? Odložite vse, česar nocoj ne potrebujete. Odložite težave in skrbi. Prepustite se noči modrijanov. Prepustite se raziskovanju življenja. Faustina, poznaš tisti občutek, ko je po dolgem času spet res mraz? Ja, ali pa tisti občutek, ki se spet od vse posod sliši All I want for Christmas. Ja, ali pa ko zavohaš, da je mama spekla že drugo rundo medenjakov.
Ja, ali pa tisto, ko se zjutraj zbudiš, pa pogledaš čez okno in je vse zasneženo. Takrat vemo, da je december, da se bližajo prazniki. Prazniki, ki jih ponavadi preživimo z najbližjimi. Da bi ga tudi letos preživeli v polnosti, vam želimo Nonetke. Dragi poslušalci, DPZ-jevke 1. in 3. letnika vam želimo prijetne praznike, polne smeha in lepih trenutkov. Želimo si, da bi vam v teh časih lahko poslali delček naše energije, da jo začutite tudi vi. Zadnje dni tega leta se še posebej obdajte z ljudmi, ki jih imate radi, in skupaj z njimi pozabite na vse skrbi, ki so vas težile skozi leto. Tudi mi, pevke, skušamo ostati čim bolj povezane in pozitivne, medtem pa si nabiramo moči, da naslednje leto ob vaši družbi znova skupaj zapojemo. Naj bo vaše prihajajoče leto polno novih izzivov in čim več doseženih ciljev, ki vas bodo pripeljali do uresničitve vaših sanj. Pa vesel Božič! Draga zvesta publika, letos mineva 30 let, odkar smo Slovenci na plebiscitu dokazali, da znamo stopiti skupaj. 95% volivcev se je takrat odločilo, da bo Slovenija stopila na samostojno pot. Pevke si želimo, da bi tolikšno enotnost pokazali tudi v teh časih. Ob prihajajočih praznikih vam članice Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Celje Center 2. in 4. letnika sporočamo, da pogrešamo nastope in se že veselimo trenutka, ko bomo z odra spet gledale vaše obraze. Energijo črpamo iz spominov, ki smo jih nabrali na preteklih koncertih. Želimo vam prijetne, mirne praznike, preživete v krogu najdražjih in veliko zdravja v prihajajočem letu. Ob letošnji 30. obletnici plebiscita, ko smo Slovenci z neverjetno enotnostjo in slogo podprli samostojnost naše domovine, pevci Favoze naši državi želimo vse najboljše ob skorajšnjem 30. rojstnem dnevu, vsem vam pa želimo lepe in mirne praznike. Naj nas z lepimi spomini napolnijo z energijo in zanosom, da bo leto 2021 zdravo, srečno, uspešno in bolj složno kot je to, ki se izteka. Zdravja, sreče vsem želimo, da spet na odru zablestimo, jaz pa Jaš in Kolorado spet domov. Spet domov, spet domov, jaz pa Jaš in Kolorado spet domov. Ne pozabite, držite se ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. No, pa na zdravje. Tekila. Ob letošnjem enostavno drugačnem zaključku leta vam člani zasedbe The Schlagers želimo lepe in z dobro glasbo obogatene dni. Tudi če bomo doma, se imamo lahko lepo. Preživite te lepe praznike v krogu najbližjih. Schlagersi ostajamo optimistični glede skorajšnjega konca karantene in ponovnega glasbenega druženja v živo. Pogrešamo nastope in predvsem vas, drago občinstvo, zaradi katerega vse to z veseljem sploh počnemo. Do skorajšnjega snidanja pa vam sporočamo: naj glasba pozdravi, kar virus pokvari. Svetlo budi,
Tema letošnjega šolskega leta na gimnaziji Celje Center, ki jo posvečamo velikim obletnicam političnih meja, 220 obletnicama rojstva Franceta Prešerna in Antona Martina Slomška ter 30-letnici samostojne Slovenije, je brezmejno. Brezmejno in brezmejnost največkrat razumemo kot nekaj prostorsko in časovno neomejenega, kot svobodo v najširšem smislu. V trenutno zelo preračunljivo globaliziranem svetu si posamezniki prizadevajo zbrisati ali vsaj zabrisati meje. V isti sapi pa gradijo visoke, neprehodne jezove, ki omejujejo pretok ljudi in jih spuščajo blizu po lastni presoji. Kaj si torej človeštvo v resnici želi? Ugotovila je, da so proste trgovske poti, enoten monetarni prostor, enakopravno izobraževalno in kulturno okolje sicer pomemben del brezmejnosti, ne pa celota. In da je treba znotraj brezmejnega ohraniti tudi nekatere meje, katerih prekoračenja so v preteklosti vedno vodila v vojne. Po teh pa so zmagovalci zarisovali nove, ne vselej pravične meje. Ostati zunaj njih je največkrat pomenilo težave, neprestano dokazovanje identitete in pravic, kar je še vedno vsakdanja resničnost tudi za velik del Slovencev, ki živijo zunaj naših meja. V 21. stoletju svet želi slišati, da si razvita človeška družba zasluži univerzalno brezmejnost. Saj se je že naučila nadzirati svoje materialne potrebe, moč in vpliv. A eno je želja, drugo je resničnost, ki še vedno postavlja mnoge vse predaleč od krajev, kjer bi bilo mogoče brezmejnost tudi živeti in se v njej dostojno uresničevati. Katera je torej prava pot do cilja? Katera je torej prava resnica? Odgovor obstaja, če le pogledamo skozi suho listje. Edini, ki nas bodo zavedli v prepad, smo mi sami. Gimnazija Celje Center vam želi vse najboljše v prihajajočem novem letu. Naj bo vaše telo zdravo in naj bo vaš odprt novim potem. Sanjam deželo, ki pravični mir pozna. Dolga je cesta, po kateri prideš tja. Ta pot je brez konca, a vodi naprej. Premnoga življenja ugašajo ob njej. Krste junakov zamudile so pokoj. Mati zamanje, ponošila cvetju top. Žaluješ zemlja, oblita s krvjo. Cvičeno je morje, železno je nebo. Solovno sonce, naj sije svet, na to deželo in na to svet. Svobodna pesem za vse ljudi in topol vedenje naj preglasi. Mrtvi zvonovi so bili brez zaklonišč. Zadnja svetloba porazuma pete blišč. A človek ne more verjeti v temo. Odprimo vsa okna in ozrimo se